Kaj je povzročilo ta zadnji padec, ki je dobesedno pretresel delniški, sploh pa kriptosvet? Imeli bomo tudi novice o evropskem trgu stabilnih kovancev z evrom, ki doživlja pravi razcvet. Binance je ponovno pod udarom, protokol DeFi Nexera je bil tarča hekerskega napada in če ste programer, vam bomo tukaj razkrili, kam bi se morda splačalo, da se usmerite. Poleg tega pa bomo v tokratni epizodi imeli nagradno igro za vas. Pridružite se nam. Kako je japonska centralna banka uničila jen in posledično tudi kriptotrge? Nenaden padec vrednosti kriptovalut za 15% v enem samem vikendu je šokiral številne. Vendar pa je bilo to nevihto možno pričakovati že nekaj mesecev naprej, saj so trgi postajali vse bolj nestabilni zaradi izjemno visokega zadolževanja trgovcev. Kot sprožilec za eksplozijo pa je delovala nenadna apreciacija japonskega jena. A kot hitro je prišlo, tako bi lahko tudi odšlo, saj se trg zdaj spoprijema s posledicami in se počasi stabilizira. Osnova težav tiči v izjemno povečanih stroških zadolževanja v japonskih jenih. To je povzročilo paniko med trgovci, ki so začeli masovno prodajati svoje pozicije. Zdaj, ko se prah počasi poseda, se trgi pripravljajo na okrevanje, saj so trgovci prisiljeni zmanjšati svojo izpostavljenost jenu in zmanjšati zadolženost. Če se bodo tudi širši trgi stabilizirali, se lahko kriptovalute kmalu začnejo znova vzpenjati. Trgovci so že nekaj časa izkoriščali izjemno nizke obrestne mere na Japonskem. Z izposojanjem japonskih jenov so financirali svoje naložbe v druga, bolj donosna sredstva, vključno s kriptovalutami. To strategijo, imenovano jenski nosilec, so množično uporabljali, saj so obrestne mere v ZDA začele rasti, medtem ko so na Japonskem ostale izjemno nizke. Vse se je spremenilo 31. julija, ko je japonska centralna banka dvignila obrestne mere. Ta, navidez majhna sprememba, je sprožila verižno reakcijo, ki je prizadela tako tradicionalne kot tudi kriptotrge. Vrednost jena je začela hitro rasti, kar je drastično povečalo stroške zadolževanja za tiste, ki so si izposodili japonsko valuto. Posledica tega je bila masovna prodaja kriptovalut in drugih sredstev. V enem samem dnevu je bilo likvidiranih naložb v vrednosti več kot milijarde dolarjev. Vendar pa lahko ta krizni trenutek prinese tudi pozitivne spremembe. Trg se je očistil špekulantov, ki so preveč tvegali, zadolženost se je zmanjšala, vrednost jena pa se lahko stabilizira. Če se bodo tudi širše ekonomske razmere izboljšale, so možnosti za okrevanje kriptotrga dobre. Seveda pa je kriptotrg še vedno izjemno nepredvidljiv, zato je previdnost ključna. Ta dogodek pa je pokazal, kako pomembno je zmerno tveganje in kako hitro se lahko razmere obrnejo. Kaj pa vi pravite na to dogajanje? Vas je ta padec presenetil ali ste ga izkoristili, da ste kupili več? Če so vam všeč naše novice, dajte video všeček in naročite se na naš kanal in pritisnite zvonček, da ne boste zamudili naslednje epizode. Evropski trg stabilnih kovancev z evrom kot podlago doživlja pravi razcvet v skladu s pravili MiCA. Francoska in irska fintech podjetja so združila moči in uvedla stabilni kovanec podprt z evrom. Ta kovanec bo lansiran na verigi Stellar en mesec po uveljavitvi zakonodaje MiCA za stabilne kovance. Regulativni okvir Evropske unije za trg kriptosredstev postopoma stopa v veljavo v skladu z načrtovano časovnico. Začetni sklop predpisov, ki so začeli veljati 1. julija, se je osredotočil na stabilne kovance
in njihove izdajatelje. Te jasne smernice so tako očistile trg igralcev, ki niso sposobni izpolnjevati regulativnih zahtev, kot tudi ustvarile ugodno okolje za stabilne kovance, vezane na lokalno valuto. En primer je novo partnerstvo med francoskim fintech podjetjem Next Generation in irsko elektronsko denarno institucijo Decta, ki je napovedalo načrt za ponovno uvedbo stabilnega kovanca, vezanega na evro, EURT, na verigi Stellar. Po navedbah vpletenih strani je pobuda, ki se je začela 5. avgusta, v celoti skladna z Majka. Next Generation ima močne povezave s priznanim fintech podjetjem Tempo France. To podjetje je sprva lansiralo EURT leta 2017 v sodelovanju z ustanovo Stellar, pionirjem enega prvih stabilnih kovancev, vezanih na evro. Vendar pa je odsotnost regulativnega okvira takrat privedla do začasne ustavitve projekta. Z uvedbo Majka pa so stabilni kovanci klasificirani kot žetoni elektronskega denarja, kar jih usklajuje s tradicionalnim elektronskim denarjem in zahteva, da imajo izdajatelji licenco EMI. Ta regulativna jasnost je preoblikovala trg stabilnih kovancev, vezanih na evro, ter ga naredila bolj predvidljivega in privlačnega za vlagatelje. Ob uveljavitvi Majka je en analitik industrije za Cointelegraph povedal, da pričakujejo potencialni premik k stabilnim kovancem, vezanim na evro, saj se povpraševanje na evropskih trgih povečuje. Decta je že pooblaščena s strani centralne banke Irske, kar bo izkoristila za izdajo EURT, s čimer bo zagotovila polno regulativno skladnost. Suren Hairian, predsednik Next Generation, je dejal, da je trenutna zahteva po stabilnih kovancih, vezanih na evro, okoli $30 milijard, medtem ko je ponudba manjša od $300 milijonov. Partnerstvo si prizadeva zapolniti to vrzel, pri čemer projekcije kažejo na znatno rast za EURT. Trenutno ima trg stabilnih kovancev, vezanih na evro, glavne igralce, kot sta Circle s svojim stabilnim kovancem EURC in Tetherjev EURT, ki ju je Hairian imenoval za svoje glavne konkurente. Circle je postal prvi globalni izdajatelj stabilnih kovancev, ki je v skladu z Majka in je za svoj evropski sedež izbral Francijo, saj je država znana po svojem pronicljivem pristopu k regulaciji digitalnih sredstev. Pričakuje se, da bo aktivacija Majka spodbudila znatno rast v sektorju stabilnih kovancev, vezanih na evro. Tržne napovedi predvidevajo minimalno tržno kapitalizacijo €15 milijard do leta 2025, dosegla naj bi tudi €70 milijard do leta 2026. No, to so zelo optimistične napovedi, bomo videli, koliko se bodo dejansko uresničile. Binance je pod udarom novih evropskih predpisov. Največja svetovna borza kriptovalut, Binance, se je soočila z izzivom, ki ga prinaša nova evropska regulativa o kriptovalutah, Majka. Ta obsežni predpisni okvir, ki je začel veljati konec junija, prinaša številne spremembe za industrijo kriptovalut v Evropi in širšem evropskem gospodarskem prostoru. Binance je bil med prvimi, ki so se prilagodili novim pravilom in je že 26. junija svojim evropskim uporabnikom onemogočil dostop do kopiranja trgovanja. Gre za storitev, pri kateri lahko uporabniki kopirajo trgovalne strategije izkušenih trgovcev. Poleg tega bo od 30. junija Binance uvedel omejitve za številne druge storitve, ki temeljijo na tako imenovanih nereguliranih stabilnih kovancih. To pomeni, da bo uporaba nekaterih stabilnih kovancev, kot je USDT, omejena na določene storitve, medtem ko bo njihovo trgovanje še naprej možno. Nadaljnje spremembe vključujejo omejitve pri nakupu nereguliranih stabilnih kovancev, njihovo uporabo pri maržnem trgovanju, obrestnih produktih ter pri neposrednem trgovanju med uporabniki.
Binance je sicer poudaril, da nobenih stabilnih kovancev ne bo umaknil svoje platforme, a je uporabnike pozval, naj pregledajo svoje naložbe in se pripravijo na spremembe. Nove omejitve predstavljajo pomemben korak v smeri regulacije kriptovalutnega trga v Evropi in bodo vplivale na način, kako evropski uporabniki doživljajo in uporabljajo kriptovalute. Zagotovo se bodo kmalu tudi druge menjalnice začele prilagajati. Majka spremembam tukaj ni še videti konca. Za vas smo tokrat organizirali nagradno igro. Tukaj lahko vidite, imam zelo luštne poletne kape. Crypto is the answer. Eat, sleep, buy crypto, repeat. Crypto mama in crypto dad. No, dobite jih lahko tako, da komentirate spodaj, kaj si mislite o novicah ali pa samo katero kapo bi si želeli in mi bomo v naslednji epizodi izžrebali dobitnike. Zato ne pozabite komentirati spodaj. Protokol DeFi Nexera je bil tarča hekerskega napada, pri katerem je bilo ukradenih 1,5 milijona dolarjev v digitalnih sredstvih zaradi izkoriščanja ranljivosti pametnih pogodb. Protokol Nexera, ki si prizadeva povezati decentralizirane finance s tradicionalnimi financami, je bil 7. avgusta napaden iz strani hekerjev, kar je razkril Sivers v svoji objavi na platformi X. V tej objavi je bilo poudarjeno, da je njihov sistem zaznal sumljivo transakcijo, kjer je nekdo prevzel lastništvo nad njihovim proxy kontraktom in ga nadgradil. Kmalu zatem je ta oseba uporabila funkcijo za umik administratorja, da bi prenesla vse NXRA žetone. Čeprav incident, v katerem je bilo ukradenih 1,5 milijona dolarjev, ni največji, prihaja le dan potem, ko je bila mreža Ronin izkoriščena za 9,8 milijona dolarjev vredne Ether žetone. V tem primeru je domnevni beli heker vrnil vsa izgubljena sredstva v nekaj urah. No, to je bilo lepo od njega. Pri incidentu z Nexero je heker že nabegel s sredstvi, kar kaže na zlonamerno naravo dejanja. Heker je že začel prodajati del NXRA žetonov za Ether, kot je razkril Sivers, pri čemer so nekatera sredstva že bila prenesena na verigo BNB. Skupna ocenjena izguba je okoli 1,5 milijona dolarjev. Hekerji pogosto pretvorijo ukradene žetone v Ether, da bi oprali sredstva preko kriptomešalnikov, kot je Tornado Cash, kar oteži sledenje izvoru sredstev za kibernetske varnostne firme. Preiskovalec ZekXBT je razkril, da je heker povezan z več prejšnjimi incidenti kompromitacije zasebnih ključev, med drugim pri SpaceCatch, Concentric Finance, OKX, DEX, Serenity Shield, Reach in še mnogo drugih. Sicer znesek ni velik, je pa samo vprašanje časa, kdaj bodo ti hekerji dobili večje apetite. Imamo pomanjkanje Rust programerjev zaradi Solanine memecoin norije. Nenaden porast priljubljenosti memecoinov na Solani je povzročil tudi veliko povpraševanje po programerjih programskega jezika Rust. Ta jezik postaja vse bolj priljubljen med podjetji, ki gradijo visoko zmogljive distribuirane sisteme, kar še dodatno poganja potrebo po Rust strokovnjakih. Solana memecoini so v prvi polovici leta 2024 doživeli pravi boom, njihova skupna tržna kapitalizacija pa je znatno presegla tisto na drugi največji platformi za pametne pogodbe, Ethereumu. Rust je kot programski jezik za pisanje pametnih pogodb začel odvzemati pozornost priljubljenemu Solidityju, ki se uporablja na Ethereumu. Število oglasov za delovna mesta za Rust programerske strokovnjake se je v zadnjih 3 mesecih drastično povečalo. Trend rasti povpraševanja po Rust programerjih se odraža tudi v splošnem povečanju števila objavljenih delovnih mest v kriptoindustriji. V zadnjem letu je bilo objavljenih rekordnih 564 delovnih mest, kar predstavlja 109% povečanje v primerjavi s prejšnjim mesecem. Čeprav je trg
za kripto delovna mesta še vedno konkurenčen, pa se obetajo zanimivi časi za iskalce zaposlitve v tej industriji. Strokovnjaki napovedujejo še večje povpraševanje po kadru in višje plače, ko bo cena bitcoina dosegla $100,000, če seveda bo. No, če ste morda v svetu programiranja ali pa vas to zanima, zdaj veste, kam se usmeriti. Ne pozabite komentirati spodaj pod videom, kaj si mislite o tokratnih novicah, saj lahko tudi prejmete eno od teh zanimivih kap, ki vas bodo ščitile pred žgočim poletnim soncem. To bo vse za to epizodo, lepo vas pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.